Predvsem je zniževanje javne porabe nujnost. Tega mislim, da se v Sloveniji vsi zavedamo. Ne moremo preživeti, ne moremo z 2-milijardnim proračunskim primanjkljajem. Mi moramo te škarje zapreti, drugače se nam bo javni dolg povečeval kot ena špirala in končali bomo kot Grčija. Torej to moramo narediti. Zdaj, ali so ti ukrepi, ki jih je vlada sprejela in poslala v državni zbor, ravno tisti najboljši, ki bodo tudi na koncu sprejeti, je še nekaj časa, da se o tem odločamo. Pogajanja navsezadnje še trajajo, tudi v državnem zboru bo prišlo do usklajevanj, do predlogov s strani opozicijskih strank. Mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi tukaj politika čim bolj stopila skupaj. Torej nekaj časa je še in prepričan sem, da bodo na koncu sprejeti ukrepi takšni, da bodo prepričljivi tudi za večino ljudi. In pravični. In pravični. Pravičnost je predvsem tem, da se posega na vsa področja, da se je najprej začelo varčevati tam, kjer, bom rekel, nikogar ne boli, torej pri racionalizacijah, združevanju uradov in tako naprej. Potem se je šlo na plače in druge pravice v javnem sektorju. Javni sektor doslej bremena krize še ni nosil in je prav, da tudi javni sektor prispeva svoje k reševanju krize in šele potem se je šlo tudi na področje socialnih transferjev. Tako da ukrepi so uravnoteženi in pravični, pri tem, čemer je pa vlada posebej pazila, da ne bi prizadela tistih z najmanjšimi dohodki. Ko koalicija še ni bila sestavljena, ste rekli v neki priliki, da če bo vlada, ali po začetku te vlade, če bo vlada rila skozi zid, se bo ponovila vse napakove vlade. To se pravi, vsi ukrepi padli na referendumu in nazadnje predčasne volitve, konec koncev. Glejte, ta zgodba še ni tako daleč za nami, zato in nam je lahko dobra šola. Ta koalicija in ta vlada te napake ne sme ponoviti in ne sme riniti z glavo skozi zid. Sprej, toliko časa si moramo vzeti, da najdemo rešitve, ki bodo navsezadnje tudi sprejemljive za večino ljudi, če bo šel zakon o uravnoteženju javnih financ na referendum. Če bi se zadeva končala recimo s padcem ukrepov na referendumu, to ni samo katastrofa za vlado in vladajočo koalicijo, ampak je tudi katastrofa za državo, ker potem smo v blokadi, politični blokadi. Če zakon, recimo, če kakšen zakon na referendumu pade, se potem eno leto ne sme sprejemati istovrstnih ukrepov, vsaka vlada bi imela potem zvezane roke, potem smo v resnih težavah.